No, to je zdaj vse, Filthy Rich. Samo Rich, prosim. In v imenu Richevih kupčij izpod Skednja se zahvaljujem za sezonsko pošiljko jabolčne marmelade. Z veseljem. Se vidimo naslednjič. Apple Bloom, si spakirala jabolčnik v iste zaboje kot jabolčno marmelado? Seveda. Zdaj, ko sem starejša, hočem dokazati, da zmorem več odgovornih del na kmetiji. Ampak zaboji niso označeni. Saj si sledila, kaj je šlo v kateri zaboj, kaj ne? Jap, vse sem imela povsem pod nadzorom. Dobro. Ker nočemo, da bi Filthy Rich dobil pošiljko jabolčnika, ko bi moral dobiti marmelado. Saj veš, kaj meni Granny o tem, da bi prodajali jabolčnik izven kmetije. Si prepričana, da je dobil prave zaboje? No, seveda sem. No, kaj bi se z Big Macom odpravila v hišo in mi pustila dokončati tu? Če si Richu dala marmelado, kaj pa je potem to tu? Presežek? Ne. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potez, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Granny ve, da je nisem hotel ucvreti s pošiljko jabolčnika, kaj ne? Ker tega že ne bi naredil. Brez skrbi, natanko vemo, kdo je kriv za to. No, zakaj zlomka si se mi zlagala, Apple Bloom? Upala sem, da bom vse popravila, preden bi kdo izvedel. Laganje ne bo ničesar popravilo. Verjemi, to vem. Kako bi lahko ti kaj vedela o tem? Nikoli v življenju se še nisi zlagala. Kaj je tako smešno? Cukrček, tvoja sestra je tako lagala, ko je bila žrebe, da je vsa družina končala v bolnici. Kaj? Jap. Najbolje, da ji povesta celo zgodbo. Morda ji bo pa koristila. Ko sta bila Applejack in Big Mac samo malo starejša od tebe, sta se prepirala, kdo bi bolje skrbel za kmetijo, veš. Jaz pa pravim, da čeprav imaš ti velike mišice, sem jaz tista, ki ima ideje o tem, kako bi izboljšala stvari tu. Applejack, Applejack, Applejack. Z idejami je vse lepo in prav, a z njimi ne moreš zorati polja. Ne vem, kolikokrat sem ti to že povedal. Prevečkrat. Dvorogi krastači, nehajte regljati in se spravite na delo. Je prav res, pojdite v mesto. Jablanov ožik je letos grozen in če ne dobimo več kropiva, bo sezona jabolčnika krajša od pridlikave jabljane. Ko sem prejšnji teden govoril bratrancu Brebornu, to je poni, ki se zna res poprijeti s problemom. Živjo, Filthy Rich. Samo Rich, prosim. In rad bi ti predstavil svojo zaročenko Spoiled Milk. Draga, to sta Applejack in Big Mac, najbolj delavna ponija na kmetiji Sočno jabolko. Delata na kmetiji? Kako kmečko. No, draga, bodi prijazna. Na kmetiji Sočno jabolko delajo jabolčno marmelado, očetov največji hit. Misliš, tvoj največji hit? Moj neverjetni bodoči mož zdaj vodi posle družine Rich. Sta to vedela? No, zdaj vesta. Ne merita se za Spoiled Milk, samo ponosna je name. A ima prav, zdaj vodim trgovino in kar prekipevam od novih nepreizkušenih idej. Kakšnih? No, kaj pa to? Sezona jabolčnika je tik pred vrati. Kaj, ko bi ga jaz prodajal za vas? To je res zanimiva ideja. No, morda je zanimiva ali pa morda ni, vsekakor pa ni nova ideja. Granny Smith je rekla, da jo je tvoj dedek Stinkin' Rich vsako leto spraševal, če lahko prodaja naš jabolčnik v vaši trgovini. In Granny mu je vsako leto povedala za običaj, kako vsi v ponijevcih stojijo v vrsti na sončnem jabolku. No, pa začnita nov običaj. Nekega dne bo nekdo od vaju prevzel kmetijo tako, kot sem jaz prevzel trgovino. Najbrž bo to tisti z najboljšimi idejami. No, kot sem to že večkrat povedal, je z idejami vse lepo in prav, a z njimi ne moreš zorati. A veš kaj?
Kaj praviš na 3 sode jabolčnika vnaprej in če se bo dobro prodajal, se dogovorimo naprej. Oho, glej, odlično. Pridi, draga, saj moram še vse pripraviti. Povem ti, če prihodnost meni, da bom jaz vodila sočno jabolko, ti pa boš tiho, potem komaj čakam. Ne morem verjeti, da si sklenila posel s Filthy Ridgem, ne da bi se pogovorila z Granny. Granny bo to zelo všeč in potem se bo odločila, da moram jaz prevzeti kmetijo. Boš videl. Kaj bo videl? Applejack se je utrnila še ena velika ideja. In mislim, da vsi vemo, kaj si mislim o njenih idejah. Z njimi... Ne moreš zarati polja. Ja. Velika ideja. V bistvu gre bolj za priložnost. Veš, v mestu sva srečala Filthy Ridgea. Si vedela, da zdaj on vodi trgovino? In kaj pomeni ta priložnost za kmetijo sočno jabolko? No, ker je sezona jabolčnika skoraj tu, jaz menim, da bi mu bilo dobro dati nekaj sodov jabolčnika za prodajo v trgovini pred začetkom sezone. Je to vse? Absolutno ne! Ampak Granny, zakaj ne moremo vnaprej prodati nekaj sodov jabolčnika Filthy Ridgeu? Kako se to razlikuje od prodaje jabolčne marmelade Filčijevemu detku? Jabolčnik in marmelada nista ista stvar. Jabolčna marmelada zadrži okus več mesecev, jabolčnik pa se začne kvariti že, ko priteče iz tiskalnice. Zaradi tega vsako sezono vsi v ponijevcih stojijo v vrsti pred sočnim jabolkom in kdo prej pride, prej melje. Razumem, kaj hočeš reči, Granny. Toda ne bi mogla narediti izjeme vsaj enkrat, ker sem obljubila. Stiskanje jabolčnika je trdo delo in že tako ga letos ne bo veliko zaradi ožiga. Žal mi je, Applejack, ampak obljubo boš pač morala prelomiti. Ne rad rečem, da sem ti rekel, Applejack, ampak... Saj oba dobro veva, da zelo rad govoriš. No, od nekdaj se mi je zdelo, da je najpomembnejše, da poveš to, kar si misliš vsem, ki te poslušajo, zato da bi vsi poniji vse povsod vedno vedeli vse, kar si misliš in... In ti nikdar ni treba poslušati nikogar drugega. Kaj? Točno tako. No, če to nista moja nova poslovna partnerja. Glede jabolčnika, Ridge. Poglejta, kaj sem naredil sinoči, ko smo sklenili posel. Precej dobro, kaj? Gre za to, da mislim, da ti ga ne morem prodati. Kaj? Ampak vse to sem pripravil, ker si obljubila. Dala sva si kupiti in vse. No, veš, pri sočnem jabolku nas vedno skrbi za kvaliteto in medtem, ko kozarec marmelade lahko... Pa še letos je slab pridelek zaradi ožiga. Meni zveni, kot da se hočeta izgovoriti. Kadar je dedek posloval z Granny Smith, je vedno držala besedo. Če temu ni več tako, bi morda naši družini morali prekiniti poslovanje. Velja za vse. No, gre za to, Ridge, da se ne odločava midva. Veš, Granny... Je bolna. Čakaj, Granny je bolna? Sploh nisem vedel. Ja, saj nihče ni. Big Mac hoče reči, da ne radi govorimo o tem. Nočemo, da bi se kdo naglo odločal glede posla s sočnim jabolkom samo zato, ker smo trenutno malo okrnjeni. Ojoj, seveda, zelo mi je žal. Prosim, povejta, če lahko kaj naredim. To zelo ceniva. A zdaj te le prosiva za razumevanje med tem težkim obdobjem. Ridgeu bi morala preprosto povedati resnico, ne pa da si vse poslabšala z velikansko lažjo. No, kaj pa ne bi naredila? Saj si slišal Ridgea. Če bi mu povedala resnico, bi prekinil vse posle z nami. Ja, ampak samo zato, ker sem pozabil vprašati, če imamo vsene hrustljavčke za v to slastno solato, Granny. Grem preveriti 300 ušivih jabolk. Zato, ker si ti obljubljala nemogoče. A gotovo obstaja boljša pot iz te zmešnjave, kot pa da lažeš, da je Granny bolna. No, je pa delovalo, kaj ne? Oprostita, da sva prišla nenapovedana. Hotela sva se oglasiti in Granny zaželeti hitro okrevanje. Glej, sestra, dobri prijatelj, gospod Ridge, zaročenko je tu. In prinesla sta rože za Granny, zato ker je bolna, kot si rekla. A ni to lepo?
Dovolite trenutek. Kaj je za konjička? Žal mi je, Granny, nisem te videla. Tako hitro si pridrjala, da sploh nisi mogla karkoli videti. Greš lahko malo vzkeden, ker se mi zdi, da smo pozabili škropivo proti ožigu. A se ti je popolnoma zmešalo? Čas je za večerjo, punca! Saj vem, a če smo pozabili škropivo, moramo pom, preden se stemni. Ti začni šteti, jaz pa povem Big Macu, da se takoj vrneva, prav? In od tega trenutka sem si nadel ime Big ali Large ali... Applejack, tvoj brat je pravkar razlagal, zakaj ves čas nosi vprego. Čeprav sva ga le vprašala, kako je z vajino babico. Vsaj veste, kako Big Mac rad govori, posebej, kadar je razburjen. In zdaj ga tako skrbi za Granny Smith kot mene. Ji gre tako slabo. No, nekaj drži, zdaj le res ni godna za obiske. Pravzaprav me razburi že sama misel na to. Prostite mi. Za jabolčne olupke pa te je pičilo. Oprosti, Granny. Ugotovila sem, da če ti pomagam, bova hitrejši. No, prepozna si. Vsi škropilniki so tu. Fino. No, Granny, kdaj si se prvič srečala z jablanovim ožigom? Po moje je bilo to moje drugo leto tukaj v Ponijevcih. Preden sem si zvila levo koleno. A veš, joj mene. In pravijo, da so zato drevesa zrasla res visoko. Meni pa se zdi, da sem tako pač dobil svoj cutie znak. Vprašala sva, kdaj lahko obiščeva Granny. Big Mac ni hotel biti nevljuden, ampak zdaj ne morete Granny, ker ima jabolčni ožig. Mislil sem, da ga dobijo samo drevesa. Ja, običajno to drži. Zdravniki pravijo, da je to zato, ker dela v sadovnjaku vsa ta leta. Veste, Granny so morali odpeljati v Ponijevsko bolnišnico. Ravno so zavrnila, ko sta prišla. Ojoj, to je grozno. Fuj, saj ni nalezljivo, kaj ne? Zagotovo bo vse v redu. Samo raje odidita za vsak slučaj. Prav imaš. Pohiteti bova morala, če hočeva priti tja, preden bo konec obiskov. Tako je. Čakaj, kam pa? No, v bolnišnico seveda. Zagotovo se bomo videli tam. Da si Filthy Richu rekla, da je Granny v bolnišnici, je vse 100-krat poslabšalo. Kaj bomo pa zdaj? Že vem! Moj drugi najboljši zob je padel v korito in takrat je bil ožig najhujši, kar sem jih bila priča. Z veseljem bi slišala več, Granny, ampak v bolnišnico moramo in to takoj. V bolnišnico? Zakaj? Kdo je zboljel? Ti, očitno. Reči hoče, da te potrebujejo v bolnišnici. Zakaj pa? Zaradi ožiga. Začel se je prenašati na ponje. Zdravniki potrebujejo strokovno mnenje in nihče ne ve več o boju z ožigom od Granny Smith. No, kaj za konjička, pa še čakamo. Gremo! Veš kaj, vstopiti moramo od zadaj. Da se ognemo ponjem z ožigom v čakalnici. Skoraj sem pozabila. To je krasno. Zdaj se ti ni treba bati, da bi se okužila. Če ti tako praviš, ljubica. Le tu počakaj, jaz pa preverim, kje boš imela predstavitev. Kaj za gnilo rabarbaro se tukaj dogaja? Lepo, da se spet srečamo. No, saj sva povedala, da prideva. Vesel sem, da sva te našla, ker nikakor ne najdeva Grannyine sobe in medicinske sestre, ki bi slišale za ponja z ožigom. Grannyina soba, seveda. Kar tjale pojdite na to na levo in na desno, na to dol po stopnicah, pa gor po stopnicah skozi kavarno, še 3-krat na levo in boste tam. Preprosto kot jabolčna pita. Ne boš šla z nama? Pridem za vama. Najti moram Big Maca. Dobro, Granny, malo počakaj tu, na to pa gremo. Kam pa gresta vidva? Big Mac ne more z nama, ker je morda kužen. Kužen?
No prav, spleze sem, jaz pa te pokrijem. Na to bom pripeljala Riča, mu rekla, da si Granny, a da se ne smeš odkriti. Nekajkrat zajavkaj, on odide in vsega bo konec. To ti uhaja pa vsem izpod nadzora, Applejack. Vem, da si mislila, da je prodaja jabolčnika v Filtijevi trgovini dobra ideja, ampak ni vredna tega, da mu lažeš o bolni Granny, ki je morala v bolnišnico, ali da Granny nakladaš, da naj bi delila mnenje o ožigu, ali da... Big Macintosh, prosim, poslušaj me vsaj enkrat. Tu ne gre le za moje ideje. Če Rič izveza vse laži, bo prekinil vse vezi z nami in kmetija bo pogubljena. Res hočeš, da se to zgodi, ali bi mi raje pomagal? Zakaj ne bi bila ti, Granny? Enako veliki sta in ti si vsega kriva. Saj bi bila, a če ti pustim govoriti, boš nakladal, dokler ne jo ne razkriješ. Samo lezi, bodi pri miru in obljubi, da boš čisto tiha vsaj enkrat v življenju. Jop. Granny! Granny! Je bil že čas, kaj se pa tukaj dogaja? Granny, malo moraš še počakati tu. Prišla te bom iskat. Tukaj si. Brezciljno sva krožila, ko sva iskala Grannyno sobo. No, srečo imata, ker je tukajle in tokrat bom poskrbela, da se ne izgubita. Kaj za konjsko figo? Kaj pa je? Mislim, bila je tukaj. O ne, iti moramo. Je to Granny Smith? Kam jo pa peljejo? Vidva, naj vam voziček ne uide. Granny, kaj pa počneš? Morala bi ostati tu. Saj to je bila omara! No naj bo. Pojdi z mano, a bodi tiho. Saj veš, prihrani glas za veliko predstavitev. Žal mi je, ampak bliže ne morete brez ogrinjala in maske. Ampak moj brat je tam. Brez skrbi, to je naša najboljša zdravnica. Vaš brat bo kot bi mignil spet na kopitih. No, jablanov ožig je resna bolezen. Je rekla jablanov ožig? Mislim, da je rekla jabotov ožim. In ko se pecelj tako rdeče obarva, ti preostane le še, da obrežeš veje. Ne, Granny. Ste rekli, obrežeš veje? No, seveda, kaj pa ti še preostane, ko se ožig tako razširi? Zdaj pa vsi nehajte. Vse skupaj je velik nesporazum. V bistvu je velika laž. Big Mac? Granny Smith? Kaj se dogaja tu, Applejack? To je zelo dobro vprašanje. Ne vem, ali me je skrbelo, da nihče ne prisluhne mojim idejam, ali sem bila živčna, da ne bom vodila kmetije. Ampak nekaj sem obljubila Filti Riču, česar nisem izpolnila in preveč nerodno mi je bilo, da bi priznala. Torej, Granny ni bila bolna? In jablanov ožig se ni razširil na ponije? Ne. Vse to je bila laž. In mislila sem, da če ne boš izvedel, da boš nehal poslovati s kmetijo. Zato sem še naprej lagala. Torej, ni zdravnica? Prosim, ne kaznuj Granny in kmetije zaradi mojih dejanj. Vsega sem jaz kriva. To ni popolnoma res. Mogoče, če bi te bolj poslušal, namesto da bi sam ves čas govoril, se nič od tega ne bi zgodilo. Manj moram govoriti in več poslušati. Posebej tebe. Hvala, veliki brat. In ali bom jaz prevzela sočno jabolko ali ti? Vem, da bo v dobrih kopitih. No, to je lepo, ampak ne vem, o čem za zlomka sploh govorita. Saj nimam namena nikam roditi, da bi vodila kmetijo. Po tej predstavi že ne, to pa ne. In da ti ne bi padlo na pamet, da bi prekinil vezi s sočnim jabolkom, ali pa bom šla naravnost k tvojemu detku. Me slišiš? Tak. No, kaj slišal na novem ožigu? Ko se laše žre? Na vodo!
Da si tako lagala. Na to zgodbo nisem ponosna. Me je pa za vse življenje izučilo, da sem iskrena. Upam, da si se tudi ti česa naučila. Seveda. Naučila sem se, da ni nihče popoln in da moraš včasih narediti kakšno napako, da ugotoviš, kdo si. Jop. A najpomembnejša stvar, ki sem se jo danes naučila, je to, kdo v resnici vodi sočno jabolko. Granny! Ja, prav zares. Zdaj se pa nehajte afnati in se vrnite na delo. Najprej pa popijmo kozarec jabolčnika. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.